da bomo tudi v teh prihodnjih 4 letih delali tako, kot so Celjanke in Celjani navajeni. Skratka, da se bomo znali soočiti s tistimi problemi, ki so v mestu in jih tudi čim bolj uspešno reševati. Jaz sem vesel in ponosen na ta rezultat, ki se pravzaprav za vsake volitve malce izboljša. Hkrati pa sem tudi vesel, da je stranka dosegla odličen rezultat in da bo v naslednjem mandatu igrala vodilno vlogo v mestnem svetu. Izid stranke, sploh po tistem, kar se je stranki zgodilo na državno-zborskih volitvah v mestni občini Celje, je izjemen. Ja, res je, če gledate skozi prizmo državno-zborskih volitev, čeprav gre za dve različni zgodbi. Jaz sem vesel, da vse na lokalnih volitvah ljudje vendarle vedo in se zavedajo, da je pomembno na najodgovornejše, najbolj pomembne funkcije izbirati ljudi, ki imajo določene izkušnje, ki so nekaj že v življenju pokazali, ki so ne nazadnje pokazali svojo pripravljenost za delo v javno dobro in da ne gre iskati za firmo, ki je recimo zrela za prisilno poravnavo direktorja pripravnika brez izkušenj. To je velika napaka teh naših državnih volitev, če tako rečem, in ne prvič, jaz verjamem, da se bo tudi tokrat izkazalo, da gre za eno veliko zmoto in žal eno slabost, ki jo Slovenija doživlja. Že razmišljate tudi o povezovanjih po volitvah, ko ste nekako skušali iti tudi naprej v tej kombinaciji s to ekipo, ki vas je že doslej podpirala, mislim seveda tudi na druge stranke? Meni se zdi pomembno, da smo odprti za vse politične opcije, stranke, nestrankarske liste. Kot veste, jaz nikoli nisem sklepal kakšnih koalicijskih pogodb. Seveda imamo dolgoletne politične partnerje, če tako rečem, stranko Socialnih demokratov in Slovensko demokratsko stranko, ampak mi se nikoli ne obnašamo po volitvah kot v stilu mi smo zmagovalci, vi pa poraženci, ampak tudi tista mesta v različnih odborih, komisijah, mestnega sveta nekako porazdelimo v skladu z volilnim rezultatom in poskušamo čim bolj motivirati vse mestne svetnice in svetnike, gre vendarle za ugledne ljudi v svojem okolju, da razmišljajo pozitivno, da iščejo konstruktivne rešitve za mestne probleme in potem je tudi meni kot županu in mestni upravi, ki te odločitve izvršujemo, dosti lažje. Začenjate 5. mandat, kljub temu pa vas verjetno motiva, ideje, energije ne manjka. Ne, pa se jaz sem še mlad, jaz sem zdaj bil na predzadnjih volitvah, jaz za vsake volitve rečem, da so predzadnje, imam veliko energije, veliko motivov, dobrih načrtov in projektov, tudi odlično ekipo, za katero verjamem, da jih je sposobno realizirati, čeprav se v tem trenutku pred nami skriva še veliko neznank, mi še vedno ne vemo, kakšne bodo prioritete v naslednji evropski finančni perspektivi, za kakšne projekte bo možno dobiti evropska nepovratna sredstva. Celjanke in Celjani vedo, da smo na tem področju bili doslej izjemno uspešni, tako da bomo načrte v prihodnosti tudi malce prilagajali tem možnostim, ampak jaz osebno mislim, da bomo vendarle morali dati pomembno in veliko prioriteto reševanje problema nezaposlenosti v mestu, reševanje problema socialne stiske, mladih in vseh ostalih, da bi to bilo tisto, čemur bi veljalo dati v tem mandatu poseben poudarek, čeprav nas čaka še tudi nekaj investicijsko bolj pomembnih, investicijsko večjih projektov, kot je recimo gradnja nove telovadnice v prvi osnovni šoli, ampak mestni proračun zmore tudi to, kar se Kako poteka slavje, kako boste proslavili tole zmago? Zelo umirjeno, jaz se spominjam vseh teh slavij, vsako je bilo malo manj euforično. Verjetno smo tudi vsi malce dozoreli, vemo, da kaj nas čaka vse v prihodnosti, smo realisti, vemo, da žal pred nami vsemi Slovenkami in Slovenci verjetno niso najbolj rožnati časi, čakamo na prve ukrepe, akcije, odločitve nove vlade, 3 mesece je minilo od volitev, pa še se ni nič kaj pomembnega zgodilo, tako da smo realisti, trdno z nogami na tleh in bomo naredili vse za to, da bomo boljši kot drugi. Hvala lepa.